Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je za četrtek sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi z aktualnimi temami. Med drugim je komentiral načrtovano postavitev vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj jaz bi rad predvsem opozoril na to, da se je občina in občinski svet seveda na te investicije odzval. Verjetno ste vi to spremljali. Odzvali smo se že dvakrat in sicer je prvič že bilo v lanskem letu ta tematika na seji, če se spomnite, in letos še enkrat. Gre za to, da pač potencialni investitorji očitno so, za postavitev vetrnih elektrarn na Pohorju, določene aktivnosti se peljejo, vendar seveda mi menimo, da način, kako se peljejo te aktivnosti, ni pravi. In tudi sprejeti sklepi občinskega sveta in stališče občine so šle v tej smeri, in to še enkrat ponavljam, da bi bilo prav, da se pelje za tako velik projekt, kot je ta, v bistvu postopek državnega prostorskega načrtovanja. Ampak očitno do zdaj je to naše sporočilo več ali manj ignorirano. Zdaj mi smo seveda bliže v preteklosti seznanjeni z nekimi različnimi predlogi, kar se tiče obsega teh vetrnic, ki bi naj bile na Pohorju. Te stvari so se spreminjale. No, zdaj je najbolje pač očitno ta projekt, ki je zdaj aktualen, prisoten, vendar ta projekt pravzaprav zahteva v bistvu sprejetje DPN-ja, zato ker je meja za obseg investicije, čeprav vem, 10 megavatov, nad 10 megavati mora biti ta postopek na tak način peljan. In mi smo že takrat lani, ko smo to prvič obravnavali, mislim, da je to bilo tam, oziroma ne lani, celo 21. leta, konec 21. Smo že prvič je občina dala to mnenje, da mu je potreben DPN, potem drugič je bilo lani v februarju, konec februarja, da mora biti, in zdaj smo se stvari ponovile. V tem času pa ne samo, da se to ni zgodilo, ampak celo sprožen je postopek razlastitve občine, kar se tiče pridobivanja služnosti, zato ker do zdaj seveda meni služnosti občine, meni služnosti ni izdala za položitev teh kablovodov, ki so potrebni za delovanje teh vetrnih elektrarn. In še to bi rekel, da se mi res zdi, kar se tega postopka tiče, stvari nekoliko čudne, zato ker po mojem vedenju se v Sloveniji vsaj 5 DPN-jev za potrebe vetrnih elektrarn pelje. Ti podatki so objavljeni na portalu ministrstva. In ob tem velja pa opozoriti še eno stvar, zdaj vi veste, da pa imamo mi še eno drugo problem, kar se vetrnic tiče, to pa so kalše. In jaz ocenjujem, da tudi, če bi se kalše vodile, tako kot bi moral biti postopek od začetka do konca peljan, do tega zapletov zdaj ne bi prišlo. Zato, ker je v mestni fazi, čeprav vemo, upravna enota izdala negativno mnenje, kar se gradbenega tiče, pa je to bilo razveljavljeno, ministrstvo je zdaj ponovno naložilo, da se pač postopki spet naprej peljejo. Ampak, če bi živel izhodišče, stvari peljane, bi verjetno do teh zapletov ne bi prišlo, in tu se zdaj za bistveno večjo investicijo sicer ta postopek spet pelje na način, kjer ni korekten, in zdaj, tako kot je postopek seveda DPN-ja zastavljen, tako, ko ga mi razumemo, bi v ta postopek seveda bili vključeni vsi tisti, ki jih pač neka, v tem primeru ta investicija zadeva, vključeni aktivno, in bi potem na podlagi tega seveda prišli lahko do nekih končnih odločitev. In zdaj to prehitevanje, recimo, z razlastitvijo občine, mene res pa zelo čudi. Tako da toliko, teda jaz bi samo še enkrat opozoril, kar se tiče tega, da seveda pa tudi mene so že ti mediji, mislim, da večer je že to tematiko obravnaval, če se spomnite, jaz sem takrat isto stvar ponovil. Zdaj gre za to, da mi pač traja na tem, da bi moral biti peljan postopek državnega prostorskega načrta, v okviru katerega bi bili vsi argumenti in vsa strokovna mnenja in vse pravzaprav dejansko zajeti pri tovrstnih ali pa podobnih investicijah. In to bi bil edino pravilen postopek.
Zdaj upam, no, da bo ministrstvo s tem našim apelom, nekaj smo jih mi posredovali, tudi prisluhnilo, zaenkrat še nimam nobene povratne informacije, kar se odziva tiče. Zdaj vsi ostale dokumentacijo, pa jaz detalje verjetno ne bi šel, ker je v gradivih občinskega sveta, zdaj to gradivo lahko mi tudi dobite, no, ker, da zelo natančno nekaj se strokovno tega tiče. Ne. Zdaj toliko moče z moje strani, kar se tiče vetrnih elektrarn. Zdaj, če sem pravil, se tudi civilna družba organizira, ne, na to temo, ne, tako da pač tudi oni, ne, imajo možnost stopiti v sam postopek, ne, če se pelje. Ne. Vse po mojem vedenju. Civilna iniciativa Za naše zeleno Pohorje je za soboto napovedala tudi protestni shod na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici. Glede za na shod nisem bil povabljen, jaz se s predstavniki civilne družbe dobim še danes, ne. Tedaj bomo tudi te stvari dodatno še pojasnili, ne. Zdaj pač stališče, kar se tega tiče, je pač jasno, ne. Ravno zato se z njimi dobimo, ne, in ravno zato sem tudi sklical, gre za to, da so pač prek medijev lahko ta informacija gre, ne. Ponavljam še enkrat, mi smo dvakrat že to tematiko imeli na občinskem svetu, ne, in je tudi občinski svet zahteval postopek tako, kot sem pač povedal.